Milo sredozemsko podnebje, kamnita arhitektura, oljke in vinska trta. To je Brtonigla. Na prvi pogled se ne razlikuje veliko od ostalih istrskih mestec in vasic. A ko podrobneje spoznamo utrip kamnitih ulic in ljudi, ki se ne zadovoljijo zgolj z danostmi, ki jim jih je namenila narava, lahko spoznamo, da je Brtonigla nekaj posebnega. Čeprav veliko stavijo na pristnost, se čas tukaj ni ustavil. Sooblikujejo ga ljudje, ki gledajo leta naprej in vedo, kaj želijo doseči. S obzirom što imamo tu prirodne resurse, upravo znači u poljoprivredi govorimo o maslinarstvu i vinogradarstvu, a isto tako i stočarstvo, mi tu potenciramo takve projekte. Imamo dio, znate da imamo dio mora, to nije nešto veliko, međutim to je jedan lijepi sadržaj pa smo htjeli spojiti upravo ovaj dio mora sa unutrašnjost. Brtoniglo želijo domačini ponesti v svet, hkrati pa svet povabiti na obisk. Tudi zato je njihovo leto polno prireditev. V vsakem letnem času se nekaj dogaja. Sad za jednog 10 dana bit će božićni sajam, poznata manifestacija gdje su naši obrtni, rukotvorine, ljudi koji rade kroz cijelu godinu i prikazuju njihove proizvode da se mogu prodati za poklone prilikom Božića. 4 zemlje, ki obdajajo to istrsko mestece, so posebna zgodba. Rdeča, črna, siva in bela prst imajo vsaka svoje lastnosti, ki se na koncu odražajo tudi v pridelku. Mi smo ove godine uspjeli napraviti 4 malvazije. 4 malvazije koja svaka na svoju zemlju. Ono što najbitnije, u samom okusu puno su različite. Jedna je slađa, jedna je malo teža i tako. Ima jako velikih elemenata i to je jako interesantno probati. One koje kuša jednu, drugu, treću i četvrtu, vidi da razlika stvarno postoje. Vino in oljčno olje pa so samo delček kulinarične ponudbe. Brtonigla je že dolgo znana po svojih odličnih gostilnah ali konobah. Eno od teh vodi tudi Slovenec. Najprej so mislili, kaj bo Slovenc zdaj v Istri naredil. Pa so pa videli, kaj se da, kaj lahko, da nisem lihen tujc, pač, da se znam prilagoditi, pa znam nekaj narediti. Potem po pol letu zdaj dela so me pa sprejeli, so videli, da znam in z mano sodelujejo. V bistvu cela Brtonigla delamo skupaj. Slovenski kuhar želi istrsko kulinariko popeljati na višjo raven. Lokalni hrani dodaja vsebine z vseh koncev sveta. Na njegovem jedilnem listu lahko tako najdemo tudi polže in to na najrazličnejše načine. Nismo šli pa samo na klasične jedi, kot so polža juha, polži iz pečice, smo pa naredili tudi malo drugačne. Polže pašteto iz jeter, pašto iz polžu, vse so nismo nič vrgli stran od polža. Hočemo vse iz vsake hrane potegniti maksimum, da se nič ne zavrže. Premagovanje predsodkov pa je samo postranska stvar. Brtonigla skriva in ponuja še veliko več. Jamo, nacionalni park, muzeje, cerkve in še marsikaj predlagamo, da odkrijete sami.